Zdravo Sprevalj, z nabrežja Meže, ki je za nami spodjedla hiša, v kateri je še 2 tedna nazaj bivala družina. O tem smo poročali v Večeru in o tem, kako smo v zadnjih 2 tednih poročali o poplavah v Sloveniji, se bomo v Večerovem podcastu, ki se ob teh izrednih razmerah vrača na večer.com, pogovarjali z novinarjema, mojima kolegoma, urednikoma in dopisnikoma, predvsem v zadnjih 2 tednih, pa tudi sicer z Koroške, Petro Lesjak-Tušek in Tomažem Rancem. Zdravo, Miha. Zdravo, Miha. V provizoriš smo rekli studio smo, ampak takšno je bilo tudi vajino delo ostalih kolegov novinarjev v zadnjih... Imamo lepe stole, lepe majice. v zadnjih 2 tednih. Ja, lepo sporočilo podajamo v Slovenijo z Koroške, pa tudi tragične vesti. Ampak najprej, preden se lotimo vprašanje o tem, kako ste delali v zadnjih 2 tednih, vprašanje, kako sta vidva, kako se počutita po teh napornih dneh, tako psihično kot fizično. Ja, lahko rečem, da se v bistvu čustva nekako prepletajo, da se v bistvu počutim različno v različnem delu dneva. Naenkrat nas žene adrenalin, gremo na teren, srečaš ljudi, ukvarjaš se predvsem s tem, kako se počutijo oni. S Tomažem sva se večkrat vmes slišala, se povezovala, videla, kam kdo leti, praktično ni bilo časa za nič več kot pa to. Potem pa, ko priješ zvečer domov, pridejo pa te zgodbe tudi malo za tabo, slabo se spi, ampak vsakič, ko se počutim utrujeno, ko se mi zdi, da je v bistvu že popolnoma izčrpan tudi teren, da bi mogoče ne šla več, sva tudi oba s Tomažem ugotavljala, da najo žene še naprej, da se zdaj pač to oddela in da nismo mi zgodba, nismo mi tisti, ki se dajemo v spredje, ampak ljudje, ki so doživeli hude katastrofe, tako da je tem treba dati besedo zdaj in jim tudi pomagati. Tomaž, Ja, jaz se počutim super, v bistvu je danes 13. dan, odkar poročam in to, kot si opazil, in ne samo ti, tudi številni drugi na povsem drugačen način. Enostavno vedel sem, da je treba izkoristiti moč socialnih omrežij. 13 dni praktično hodim po terenu, tweetam, slikam, snemam, montiram, zraven delam še zgodbe za tiskano izdajo, tako da skratka dela je ogromno, ampak počutim se super, pravim. Čeprav tudi jaz, ko vstanem, najprej, ko grem iz hiše, zagledam sosedovo hišo, ki jo je ogrožal plaz, ali pa ko grem naprej, srečam družino, v kateri so komaj rešili dojenčka in 2,5 leta starega otroka, tudi o tem sem poročal, srečam gospo, ki je izgubila hišo, ampak žene me naprej, da je pač potrebno ljudi informirati in to čim prej, biti aktualen, ker ni časa za dolge zgodbe, za nastavljanje kamer, za dolga ponavljanja, snemanj, treba je poročati takoj in zdaj, preko socialnih omrežij in v živo, to je tako rekoč skoraj v živo, potem pa zgodbe nagrajevati tudi na drugih kanalih, platformah, spletna stran, tisk, hvala tudi ekipi večera.com in tiskanega Večera, da so podkrepili vse te naše zgodbe, ki smo jih dali s terena. Petra, kaj se je zgodilo 4. avgusta zate? Morali ste iti v akcijo, hkrati preveriti tudi, kakšno je stanje v vaših domovih z vašim imetjem? Ja, bil je to en preplet osebnega dogajanja. Na eni strani moževa firma, ki je bila prav tako potopljena, skladišče tako na Ravnah kot v Dravogradu, na drugi strani pa moja družina, primarna družina v Črni na Koroškem, pri čemer sem vedela, da mama kot županja tam še ni in da bo naredila vse, da bo tam čim prej, pa če tudi se z vodo spravi in s plazovi in kakorkoli že k svojim občanom. Jaz zgodaj vstajam in vedela sem, da ne vstajam v normalno avgustovsko jutro, ker je lilo po noči in sem nekako slutila, da se nekaj obeta, seveda pa ne takih razsežnosti, ki so se pokazale prej. Take katastrofe si ne bi mogla zamisliti, niti v najbolj hudi nočni mori. Vstala sem res zgodaj, že pred 5. zbudila moža, ker sem videla, da se zunaj nabira voda. Prva poročila so bila tudi že na spinu, ki jih najprej preverimo v takih razmerah. Šla sva tudi takoj po avto, hčerka Daša je bila na prevalah pri svojem fantu in sva rekla, da ga greja pobrati, ker sva zaznala, da se prevale pač začenjajo potapljati. Za samo Črno pa sem poklicala
poklicala novinarsko kolegico Katjo, ki živi na hudem območju, ki je nedavno utrpelo vetrolom in prve te ujme, ki so jo prizadele, in sem bila prepričana, da če se je kje začelo najhuje, je spet tam, ne glede na to, da je sanacija deloma bila v teku. Z njo sem govorila in videla, da gre za res, ona ni panična, ampak takrat je že jokala. In po tistem, ko sva končale klic, ko sem jo probala dobiti še enkrat, je več nisem mogla doklicati. Takoj sem govorila tudi z mamo in takoj smo se pa v bistvu tudi začeli že novinarji povezovati, oziroma prva reakcija seveda bila dati takoj informacijo, kaj se na Koroškem dogaja. Potem sem pa kot urednica začela tudi ugotavljati, kaj se dogaja še na savinjskem terenu, Rozmari Petek, ki je seveda tudi terenska novinarka od nekdaj in na katero smo tudi takoj lahko računali. Tomaž, tvoji tviti, ki si jih omenil, so bili zelo odmevni. Lotil si se drugačnega načina novinarstva kot mogoče v preteklosti. Zakaj? V bistvu, ker je to najhitrejša pot in enostavno izkoristil sem moč socialnih omrežij in moč teh platform, po katerih je informacija, slika, video, izjava ali komentar takoj pri uporabnikih tega profila, Twitter profila ali tudi Instagrama deloma manj, medtem ko ste na večer.com tudi vse te moje izjave potem podkrepili naprej. Mislim, da je to enostavno pač nova doba novinarstva in pravzaprav na nek način sem izkoristil to, ker je to bilo najhitreje in se mi zdi tudi najbolj racionalno v danem trenutku na tak način to narediti. Vaše zgodbe so bile odmevne tudi zaradi tega, ker poznate okolje, s katerega ste poročali, ker imate povezave z ljudmi, ker vam ljudje zaupajo. Ste vsak trenutek to tudi na terenu čutili? Je bilo kdaj vmes tudi kaj nelagodja zaradi teh zgodb? Absolutno. Mislim, kar se mene tiče, ljudje so hvaležni na vsakem koraku, tako da to delo je tudi odmevno. Moji tviti pa kot zanimivost naj povem, da so šli tudi v tujino, ko je predsednica Nataša Pirc-Musar prišla na Prevalje in ko sem ji razložil, na kak način se zelo učinkovito delajo Nemci most, zdaj delajo že drugega tukaj za nami, je seveda tudi ona to informacijo pograbila in se zahvalila tako Nemcem, nemškemu predsedniku kot nemškemu kanclerju, kot tudi prevaljskemu podjetniku, ki je pa sploh poskrbel za pravi mali čudež in je sam naredil most čez Mežo, peš most za Prevalje, za Leše, za desni breg Meže in Prevalje, pa mu nihče na začetku pravzaprav niti ni verjel, to je naredil v 36 urah. In ko je naša predsednica to videla, je seveda takoj se mu zahvalila, posnel sem njeno izjavo in tudi na tak način jo posredoval njemu in je on bil seveda tudi hvaležen in presenečen, čeprav je sam vse skozi govoril, to delam za krajane in enostavno dokazal sem, da sem sposoben to storiti, ker ljudje to potrebujejo. Meni je bilo na začetku predvsem relativno težka situacija, ker so Črnjani oziroma njihovi svojci drugod računali na to, da bom tudi njihov kontakt s Črnjani, ki so v Črni. Ker novinarji imamo včasih prej informacije. To predvsem in niti ne morem povedati, koliko ljudi se je obrnilo neposredno in kako sem bila tudi v precepu, a takoj dati informacijo splošno, ki bo odgovorila vsem, a se vendarle obrniti tudi osebno, ker te zgodbe so zelo osebne in lahko sem si predstavljala stiske, ki jih doživlja posameznik, ko se ne more povezati s svojimi ljudmi. Seveda signala ni bilo, ne samo en dan, to je trajalo. Sama sem si pomagala pač z drugimi kontakti in veri, ki jih imamo, ker na začetku je komunikacija potekala izključno preko UKV postaj. Šele na to so prišli helikopterji. Bilo je kar grozljivo, ko smo čakali, kdaj bo vojski uspelo se prebiti skozi Črno, kot v neko takem vojnem stanju, ali bo to skozi luže na avstrijski strani, ali je res potreben helikopter, kdaj bo ukrepala pač vsa ta naša struktura s Šarcem na čelu. Kako? Vem, da so imeli dolg sestanek koordinacijski, na terenu si pa misliš, dejte vojska, pridite že, saj ste vendar vojska. Ne moreš razumeti, da je to nemogoče. Hkrati pa tudi v bistvu si te prve podobe ne moreš predstavljati. To sem si lahko recimo kasneje, ko sem z reševalci govorila, vmes govoriš najnujnejše, vmes gre za informacije, ta prve. Se mi zdi, da se je tudi pokazala razlika med mediji in mediji, o katerimi sicer govorimo, ker jaz sem vseeno tudi, ne glede na to, da smo mogli pretehtati pa reagirati takoj, sem vseeno razmišljala tudi o tem, kaj bo recimo povzročilo to svojcu, ki spremlja od zadaj. Ali je smiselno, da jaz v polnoči objavim, da je plaz nad Črno, ki bo mogoče odnesel vse, ali mogoče lahko dodatno preverim, ali je res takih razsežnosti, da se bo to zgodilo. Tega nisem objavila, ker se bi mi zdelo, v bistvu, kaj bi s tem pridobili. Mi bi že spet imeli lahko neko skoraj senzacionalno vest, ker tudi take so bile ogromno fake newsa, poplava fake newsa po družbenih omrežjih je bila ogromna. Ljudje so bili v strahu, v skrbeh še zaradi tega. Meni se zdi, da tu se mora
more pokazati tudi neko odgovorno novinarstvo, ki ne povzroča dodatne panike. No, ko si omenila signal, seveda tudi na Prevaljah, ki so zelo prizadete, ni bilo telefonskega signala in to poročeno je bilo prav improvizirano. Ko sem se kolesom peljal na hišo, ki jo je ogrožal plaz, prišel sem zraven, tam je delavec rekel, odkimal je rekel, ne vem, če bomo lahko to hišo rešili. Na drugi strani sta bila lastnica oziroma hčerka lastnice in njen partner, seveda nista hotela govoriti za medije, čeprav sta me poznala, njuni obrazi so bili bledi, ampak seveda sem to moral sporočiti javnosti, sicer za to hišo sploh ne bi vedeli. To je hiša Zagrad 57 na poti med Brančurnikom in Mežico. In kako sem to lahko sploh sporočil, moral sem se s kolesom peljati nazaj do Prevalj, ker tam seveda ni bilo signala, najti doma Wi-Fi povezavo, da sem to lahko sporočil javnosti. Pa tudi, bi rekel, novinarji smo sodelovali, pri nas doma recimo je bila prava novinarska baza na začetku, ker seveda ni bilo signala in tudi ekipa Pop TV-a se ni vedela, od kje bi pošiljala, kam bi šla, ker je to bila naša prijateljica Žana, smo jo seveda povabili in snemalca in tudi fotografije, kasneje prišel, pri nas so si lahko napolnili z elektriko svoje snemalne naprave, imeli so Wi-Fi, da so tudi oni lahko delali. Žana je recimo svoj prispevek za televizijo potem tonsko snimala v eni od sob od mojih hčerk, da ne govorim o tem, da je tudi žena vpeta v medije, ker je direktorica in odgovorna urednica Koroškega radia in je tudi ves dan pravzaprav komunicirala z novinarji in od doma, ker ni mogla do Slovenj Gradca, usmerjala uredništvo, tako da smo imeli prav, bi rekel, eno medijsko bazo, eno medijsko norišnico doma, ampak smo si tudi novinarji pri tem pomagali. Lokalni medij je torej vsej tej katastrofi pokazal svojo moč. Se lahko strinjamo v tej oceni? Absolutno. Kot si prej rekel, v bistvu se pokaže prednost terena, pokaže se prednost, da poznaš vsak kotiček, ker to se je pokazalo ne nazadnje že pri samih reševalcih, kjer so bili domači, lokalci, terenci, zelo pomembna bila podpora od drugod. Ampak ljudje se tu tudi pogovarjajo o nekakšnih kodah, sploh za Črno to velja, vsako kmetijo posebej izgovarjajo. To ni GPS signala, kjer bi mi zdaj pogledali in prišli na tej podlagi. To se reče pri kjerem in kjerem kmetu, na kjerem zaselku in moraš biti domačin, da to razumeš. Hkrati sem pa jaz pri sebi razčistila v tem času še eno stvar, da ni se treba toliko ukvarjati z novinarstvom, sploh ne v izrednih razmerjih, v smislu neke neutralne informacije. Seveda morajo biti dejstva, ampak lahko so dejstva tudi v tem primeru, sploh če pogledamo še Rozmari petek na terenu, kjer so se vsi župani zjokali, ko so ji pripovedovali zgodbe. Mislim, predvsem se moraš izkazati tudi kot človek in kakaj stvari, ki bi jih sicer pa strogo potisnil na stran v smislu neke dodatne profesionalnosti, tudi recimo mojega odnosa z mamo. V tem primeru ne morem v bistvu delati drugače, kot pa, da je to tudi razvidno, ker koncev gre za tudi ljubezen do domačega kraja, gre tudi za to, da imaš odnos s temi ljudmi, ki jih dnevno srečuješ in naenkrat v bistvu ni več vseh tistih, ki ti kdaj prej kaj zamerijo, ker seveda v lokalnem okolju ostajamo kritični in gledamo pod prste, ampak se to naenkrat pač odplavi, vsaj začasno. No? Vsaj začasno, lahko omenimo, da so bile večinoma pozitivne reakcije ljudi na vaše ažurno delo, vaše preverjene informacije, pa tudi kakšna negativna je prišla, kot vedno. Kako sta to sprejemala? Jaz negativnih odzivov v bistvu nisem imel, to moram reči, je kopica pohval. Se mi je pa zelo pomembno v tej zadevi, da gledamo na celovito sliko, ker Koroška ni samo Črna ali niso samo Prevalje. In zato se je meni recimo zdelo smiselno, edino pametno in tudi novinarsko profesionalno, da se pogleda celotna slika. Zato sem recimo se odločil, da grem takrat, če v bistvu ni bilo pravih poti do Mežice, da grem tudi do Mežice, ker desni breg Mežice je bil takrat odrezan od sveta. Oni so imeli eno samo samcato brv, ki je bila labava, mi rečemo, preko te brvi so lahko šli do trgovine, do zdravnika, drugi del Mežice je bil pa poplavljen in tudi dve veliki podjetji, Kablex s 350 zaposlenimi in Ferolin 60 zaposlenimi. Takrat sem šel s kolesom, recimo, okoli, ker se mi je zdelo, da je treba tudi te ljudi najti. In ko sem prišel do turistično kmetijo Kajžar, je gospod Gustl, tak značilni turistični delavec na Koroškem, je bil zelo srečen, rekel, hvala, da si se nas spomnil v tem trenutku. In tudi zdaj, ko sem ga videl, ko sem bil tretjič v Mežici na otvoritvi mosta, ker zdaj pač že gradimo naprej, je rekel, nikoli ne bom pozabil, takrat si bil tisti, ki so prišli do nas in da si tudi težave Mežice pač ponesel v svet.
Meni se reakcije. zdi to dobro, kar je Tomaž v bistvu že prej izpostavil. Ne glede na to, da se midva nisva srečevala in sva res koordinirala najnujnejše, je bilo zelo dobro dopolnjeno najino delo. Poleg Brine in Jasmine, ki se je kasneje priključila deloma tudi Nejc. Jasmina je prišla z dopusta, Brina je seveda se že vklopila prej v Dravogradu. Hočem pa reči to, Tomaž je prej omenil, kako je naprej lahko pisal zgodbo, ko so reševali to družino s 3 malimi otroki. No, zdaj recimo je bila pa že naslednja faza, ki se mi pa zdi tudi v bistvu pokazatelj tega, da je bilo prav, da smo to družino izpostavili. Zdaj smo uspeli tej družini biti posrednik za to, da so ji uredili novo stanovanje. Oglasili so se nam in ravno ta teden v bistvu grejo na ogled. Trosobno stanovanje na Ravnah bojo dobili v zameno, ne bojo imeli najemnine, ne bojo jim stroškov zaračunavali. Skratka, ljudje so res solidarni in tu se v bistvu pokaže tudi ta vloga medija, deloma skoraj humanitarna vloga in za vsako tako pozitivno zgodbo, ki se vsej tej katastrofi in tragiki izkaže, v bistvu smo lahko hvaležni, tudi mi kot mediji, da lahko kaj takega omogočimo. Za to družino, ki jo omenjaš, tudi jaz sem dobil ponudbe za otroške posteljice in tako naprej, je pa to spet zelo specifična zgodba. Če jaz ne bi bil v dobrih stikih za to družino, če ne bi jaz poznal očeta in če ne bi prej imel informacije, da se je njej to zgodilo, oni v bistvu to zgodbo ne bi šli v javnost. Jaz sem bil pri tej mamici, potem drugo jutro zgodaj, pogovorila sva se vse, tudi video posnetke sem naredil, ampak vseeno je želela, da ne bi z imenom in priimkom nastopila v javnosti, ker in vendarle je treba to profesionalno spoštovati in to smo mi tudi naredili. Zgodbo smo vseeno objavili samo kot prikaz, kaj se lahko zgodi, ker tu so dejansko 2 1,5-mesečna dojenčka reševali skozi okno, sina 2,5 let starega pa skozi balkon. Oni enostavno niso slišali sirene in tako naprej. In se mi zdi, da tudi tu smo dejansko upravili svojo vlogo na način, kot je pač potrebno in da se ta zgodba nadaljuje, samo pohvale vredno. Ja, pa v bistvu je kar mala frustracija, ker je toliko zgodb, da jih v bistvu vseh ne moreš pokriti. Seveda. Na vsakem ovinku. Vsakemu ovinku in skozi, ko sva kdaj rekla, da bi mogoče malo ustavila konje, sva ugotovila, da ne, da je teren se odpira skozi, da je vsega preveč. Jaz vem, da so zdaj že tudi ljudje, stvari so v bistvu traja. Napeto je že, ni vse samo solidarnost, pa hvaležnost, pa zadovoljstvo. Veliko vidim na terenu že napetosti in iz tega izhajajočih konfliktov, kar je tudi logično. Tudi zdaj se bojo začeli drugi, ko bo ta prva solidarnostna akcija minila. In zato se mi v bistvu tudi to zdi pač pomembno, da smo na neki točki, kjer je bilo možno, tudi bili neki blažilci teh napetosti. Dobro, preden nadaljujemo tudi z vprašanjem o tem, kako o teh zadevah poročati v prihodnje, dajmo besedo še Jasmini Detelji in Brini Kerič. Lepo pozdravljeni ob še vedno deroči meži. Brina, Ja. Verjetno eden prvih takšnih terenov zate kot študentko, kako si se soočala v tistih prvih trenutkih z novim izzivom? Ja, res je, jaz v bistvu za večer delam mogoče manj kot 1 leto in sem se prvič znašla v situaciji, ko moram pač na nekaj odreagirati takoj. Vedno imaš neke prispevke, kjer si lahko vzameš več časa, več pokličeš, tu pa sem se mogla malo znajti. Sploh, ker mogoče ni bilo signala in sem bila res sama na določenih mestih. Tu pa je pač prav prišlo mogoče glih to, da sem delala v svojem okolju, da sem poznala ljudi, da sem vedela, kam se pač moram obrniti in koga moram kaj vprašati. Hitro si se obrnila, hitro prišla do informacij, hitro objavljala stvari. Kako je potekala v tistih trenutkih komunikacija s sodelavci, z nadrejenimi? Z določenimi prek družbenih omrežij, z določenimi prek klicev, odvisno, kaj je komu delovalo. Tudi tvoja urednica Petra Lesjak Tušek je bila zelo vpeta v vso to dogajanje. Vemo, da nekaj časa ni bila dostopna preko mobilnega telefona. Kaj sta si sporočali v tistih res kratkih sporočilih? Sam pač, kaj je potrebno, torej kakšne informacije naj dobim, kam se naj obrnem, kjer vidik naj še pokrijem, če ga mogoče še nisem. Okay. Jasmina, direktno z dopusta v poplavljeno domačo mesto, verjetno ni bil ravno lep prizor, hkrati pa kot novinarka si morala takoj v akcijo. Ja, res je. Vrnila sem se v poplavljen Slovenj Gradec. Mislim, da takšnih poplav še nisem, vsaj jaz ne doživela v Slovenj Gradcu. Tudi sama sem bila nekaj časa odrezana od mesta, ker živim v okolici. Namreč cesta Radoše Slovenj Gradec je bila vsaj dopoldne neprevozna.
Naslednji dan me je mož pravzaprav vozil po terenu, ker je bilo to lažje, da sem lahko karkoli slikala. Avto skoraj nisem imel kje pustiti, če si hotel priti bližje dogajanju. Ljudi so izselili iz hiš, grozili so plazovi. To je potem v Slovenj Gradcu bil pravzaprav en večjih problemov, ko se je voda umaknila. Smo bili pa odrezani od Dravograda, saj je most v Šentjanu pretrgalo na 2 dela. Prav tako v Slovenj Gradcu pri Nerusu, kjer se je že sanirala struga od prejšnjih poplav, ampak očitno ne dovolj dobro in je spodjedlo državno cesto. Zdaj sicer promet enosmerno, ampak bo potrebna sanacija. Zamude so še vedno velike, ampak se mi je zdelo pravzaprav, da Slovenj Gradec je bila seveda težava zaradi vode, ampak ko sem prišla pol v Ravne, v ponedeljek v službo, so bili po ulicah še vedno kupi smeti, ljudje so čistili svoje domove, nekateri so tudi ostali brez njih. Še težja je bila zgodba družine iz Prevalj, pravzaprav gledamo njihovo hišo v ozadju, ki je ostala čez noč brez doma, ki so ga gradili 50 let, bili so nanj zelo navezani čustveno, bivale so v njem 3 družine in res je potrebnega veliko sočutja, da zmoreš prisluhniti, napisati zgodbo na način, da se tudi ljudje odzovejo in jim pomagajo, ker ljudi, ki rabijo pomoč, je res veliko. Posebej v Mežiški dolini, kjer se vse razsežnosti poplav sploh še niso pokazale, je pa tudi pravzaprav prišla v ospredje ta dobrodelnost ljudi, ker dnevno prinašajo hrano, oblačila, stroji brčijo, popravljajo se zadeve, tudi živali navsezadnje se rešuje. Društvo proti mučenju živali je res bilo aktivno. Za vsako žival, ki je kak sosed slišal, ni bilo dostopno, so jo rešili, so jo pripeljali. Tudi ljudje sami so reševali živali na mesto premoženja, kar je tudi recimo kaže neko našo čustveni vidik ljudi, da v nesreči vendarle prvo rešimo živa bitja, potem vse ostale predmete in vrednostne stvari. Če še mogoče ti potegneš črto pod razlike v dinamiki dela, Brina je že povedala, da tokrat je bilo za njo kar drugače, verjetno tudi zate. Ja, ta način dela je na nek način veliko bolj stresen, že zaradi samih okoliščin in zaradi tistega občutka varnosti. Želiš pravzaprav ljudem čim bliže neke stvari poslikati, hkrati sebe izpostavljaš. Ne vem, nemalokrat so me kregali gasilci, ker jim čez breg nisem mogla povedati, da sem novinarka in da moram slikati bliže, ker od tam se ne vidi, ko je ograja. In izpostavljaš na nek način sebe, čeprav jaz daleč veliko manj kot si ostala kolega Petra in Tomaž, ki sta bila v Črni in Mežici, ampak vendarle voda je voda, naplavina je naplavina, vse lahko odnese. Tej želji pač, da bi čim bolj približal, kaj se dogaja, pač večkrat narediš korak dlje, kot bi ga mogoče lahko. Brina, kaj so ti doma rekli? So ti rekli, če ti je sploh tega treba iti na terenu v takšnih trenutkih? Ne, definitivno ne, ni jih bilo doma. Sicer so bili oni tisti, ko so mene obvestili, da se zunaj dogaja apokalipsa, ampak so pa pač bili v videovni, da me niso klicali, ko sem bila na terenu, da so mi pošiljali sporočila, če je vse v redu, pa da naj sam sporočim, pač, da sem doma in da je vse ok. Hvala vama za tokratno gostovanje v Večerovem podcastu in za dobro opravljeno delo v minulih dneh. Varno in srečno tudi naprej. Hvala tudi tebi. Petra in Tomaž, vajine zgodbe, kot zgodbe ostalih, so bile zelo odmevne. Petra, posnetek tukaj pri Petrolu, ko je most odneslo, v soboto zjutraj smo ga objavili, po 2 dneh je imel 300.000 ogledov. Tudi zgodba z Prevaljčanom, ki je v bistvu v nekaj urah sestavil nov most, novo brv, ki je povezala 2 bregova, je bila zelo odmevna. Torej, pozitivne zgodbe, tako kot tragične, vlečejo. Ne le tragične, kot smo mogoče bili kdaj vajeni v preteklosti. Kaj vama to pove o teh trenutkih, ki so prizadeli Slovenijo? Ja, to je v bistvu preplet življenja. Meni se zdi, da smo se zdaj v najboljši in najbolj polni meri vrnili na teren med ljudmi. Včasih se pogovarjamo o tem, kako je novinarstvo danes, da smo premalo med ljudmi. In kako ne moremo, kako ni časa, kako moramo zdaj klicati to, pisati to. Naenkrat vidiš, da v bistvu, če so izredne razmere, to tudi moreš. Verjetno se bi to, kar se novinarstva tiče, lahko preneslo bolj tudi v nek redni delovni ritem, ampak zdaj pol ne bi zahajala v pogoje, ki so za to potrebni, in glede na situacijo v Sloveniji se mi zdi, da bo še toliko to težje
medijski trg zdaj karkoli pričakovati resnega, glede na to, da bo vsa intervencijska sredstva in še več od tega šlo v bistvu za sanacijo teh poplav. Drugače pa nedojemljive reči na tako malem terenu. Kdo bi si mislil, da bo Ursula von der Leyen kdaj je v vasi na koncu sveta. Mislim, ljudje so se pogovarjali o tem, po eni strani, ta Ursula zdaj hodi sem, ona sploh ve, kje je črna, se ne bojo dali denarja, vse bo šlo za Ukrajino, ljudje so takoj skeptični. Po drugi strani pa so bili zelo hvaležni za ta obisk, kot za obisk vseh ostalih ministrov, ne glede na to, kaj si mi mislimo, pa kdo ima blatne čevlje ali pa kdo jih nima. To se bo sčasoma pokazalo. Vse te prve pomoči na srečo je ogromno prostovoljcev na terenu, ne samo na dan solidarnosti. Eni so prostovoljci tudi pod prisilo, mislim, ni za vse prostovoljno. Potrebno je za to, da rešiš to, kar ti je ostalo. Ljudje rešujejo iz kleti neke svoje spomine, svoje imetja. To niso lahke reči. To so tudi travmatične, osebne, mislim, tudi psihološko zelo naporne zgodbe. Za starejše ljudi, recimo tudi, v domovih, pa ki imajo svojce drugje. Mislim, da se bo odstiralo šele sproti in do tja šele pridemo. In zdaj počasi, ko smo iz tega najhujšega blata, lahko razmišljamo, mogoče kak korak naprej. V tem smislu smo se s Tomažem tudi že pogovarjala, da to, kaj vse bomo mogli v prihodnje delati, odpirati te prave probleme iz pravih strani, to bo neznansko veliko dela. Če odgovorim na tvoje vprašanje, apokaliptičnih prizorov je bilo v tej ujmi, v tej naravni katastrofi, kot je Slovenija še ni doživela, zares ogromno. Tako rekoč na vsakem koraku, kamorkoli si stopil, kaj posnel, je bilo videti obupno. Zato te pozitivne zgodbe, kar si opozoril, seveda še bolj užgejo, ker ljudje jih tudi močno potrebujejo. Jaz bi tu izpostavil, zdaj poleg tega domačina, ki je zgradil most in poleg prostovoljcev, še pomoč iz tujine. Recimo ta pomoč iz Nemčije. Zaradi česar tudi škripa v ozadju, ampak smo veseli tega. V Nemčiji so prišli tako rekoč zapakiranim mostom z ekipo prostovoljcev, le redko kdo od njih je profesionalec. Naprevalje sprejeli so jih z aplavzom po noči. Ljudje so spremljali, kako gradijo, napredovali so izjemno. Tu je tudi bila reakcija predsednice Nataše Pirc Musar, kot sem omenil, tudi zelo primerna v tistem trenutku. Skratka, ljudem je takrat treba dati tudi pozitivno informacijo in pa tudi sami takoj vidijo, v bistvu, ljudje niso neumni, kaj je vredno, kaj ni vredno in kaj jim prinese neko kvaliteto. Samo to bi mogoče dodala, ko menjaš predsednico Natašo Pirc Musar, mogoče en oseben, bolj ganljiv trenutek. Drugače smo tudi mi kot novinari seveda zadržani in absolutno nadziramo delovanje oblasti, ampak ko je Nataša Pirc Musar prišla v črno in me objela, je bil to res en tak trenutek, ki si ga bom tudi zavedno zapomnila. Kolega iz STA je to pofotkal. Mislim, to so tudi ene take stvari, ki ostanejo in kjer politika tudi igra drugačno vlogo, podobno kot novinarstvo, drugačno vlogo igra tisti trenutek. Smo opazili, v bistvu, tudi politični parket je postal enak. Predsednica je bila precej ganjena, tudi mene je objela. Nisem se pa objel z Marjanem Šarcem, to pa moram povedati, ker to je bila pa ena šaljiva svojevrstna tekma. V bistvu minister za obrambo Šarec je na Prevaljah bil na tej simbolični otvoritvi Prevaljskega mostu. Ob 11. je to bilo, na to pa je drvel že proti Mežici. Seveda sem jaz snemal njegovo izjavo na temo vode in ostalih stvari, snemal videe, posnetke in vse to objavljal in tudi še montiral zraven. In ko pogledam na uro, ljudje me itak non-stop ustavljajo, si videl, ura je 11:33, zamudil bom enostavno to otvoritev mosta v Mežici, ki ga je gradila Slovenska vojska v pomoči makedonske vojske in še nekaterih drugih mednarodnih sil. Enostavno zamudil bom otvoritev. Usedel sem se spet na bicikl in na polno šel proti Mežici. Ampak na kar vidim, da me Šarec z modro lučjo prehiti na območju Poljane. Smisla, gotov sem, ne bom mogel, bom pač zamudil to otvoritev. Ampak sam sem šel naprej proti Mežici, preko plazu, ki grozi Štrikerjev plaz, in drvel proti Mežici. Vedel sem pa, da bo minister moral iti na Avstrijo, oziroma šel je, kot se je kasneje kazalo, na lom. In ko prisopiham dejansko na minuto v Mežico, vidim, Šarca ni nikjer. In končno minuto, dve za mano, vmes sem že naredil prve posnetke, se pripelje minister in me seveda opazi in reče, to je pa podvig. Tako da smo se malo na ta račun tudi pošalili. Mislim, da zdaj pravi trenutek, Tomaž, da pokažeš znamenito čelado, ki je spoznal svet Twitterja. No, ampak, hvala. Povedal bom, da to je v bistvu že druga čelada. Namreč, ko sem začel to svoje divjanje po Koroškem,
poročanje z e-bajkom je res bila druga izjemna poteza, ne samo preko socialnih omrežij, ampak potovanje z e-bajkom po Koroškem. To je druga čelada, ker prva se mi je odklepala non-stop in v bistvu ni bila varna, zato sem vmes šel še po drugo in si jo kupil tu v bližnji trgovini, tako da se zdaj počutim bolj varnega. No, sreča, da trgovine so tu delale. Ne? Dejansko je pa tudi na tem območju Mežice, ki sem ga že prej omenil, pa bi ga še enkrat rad izpostavil, sem srečal tudi kmete, ki jih je treba tudi zelo pohvaliti, tudi za druge kraje seveda. Če ne bi bilo teh 10 mežiških kmetov z Plata in okolice, bi desni breg Mežice bil krepko še dlje časa v bistvu zalit. Oni so pomagali z vso mehanizacijo, ki jo imajo in tudi na Prevaljah, vem, v Črni prav gotovo tudi. Prav rekli so, tudi župani so bili hvaležni in tudi ljudje, če ne bi bilo kmetov in te njihove pomoči, Absolutno. bi bili mi mrzli. Obenem pa še turistična kmetija, ki sem jo prej omenil, je tudi kuhala dnevno 50-60 obrokov, takrat, ko ni bilo hrane, prve dneve, in jih vsak dan dostavljala v to prvo Mežiško ulico. A ne, most je bil pa takrat edini tista brv, po kateri si moral prav paziti, držati se desno, da nisi padel v mežo. Ja, ponekod se je res pokazalo, kako so ljudje samooskrbni. Toliko govorimo o samooskrbi, ampak v izrednih razmerah ta samooskrba, vsi zaselki, ki so bili popolnoma odrezani, tam so se mogli vsi kmetje med sabo povezati, nenadoma so mehanizacijo vpreči in si pomagati z gorivom, z vodo. Nekatera območja so še zdaj bila dostopna samo s helikopterjem. Vojska recimo v Črni še ostaja z reševalci in še vedno dostavlja na nekatere zaselke. To je v bistvu nepojemljivo, da naenkrat za neko območje potrebuješ dovolilnico ali pa prepustnico za ven. Malo smo se zafrkavali, da sem še jaz malo anekdotična, ker je res veliko mladih vojakov zdaj na Koroškem iz Mežica Črna, da se nenadoma potrebujejo prepustnice za ven in da jih ne bodo izdajali, tako da v bistvu bi se lahko nataliteta s tem tudi malo reševala v perspektivi, ker vendarle tu staro prebivalstvo. Zdaj se mi zdi fajn, da se že lahko pohecamo. Končno smo rešili tudi čakalne vrste za zdravnika. Toliko zdravnikov, tudi specialistov na Koroškem v bistvu ni bilo na razpolago. Tako da ljudje bojo počasi prinesli vse napotnice in bojo upravili vse specialistične preglede, na katere čakajo leta. Kar je še pa žalostna plat je, da se mora zato zgoditi taka katastrofa. Ja. No, ko gre za te prepustnice, ki si jih omenila, v bistvu, jaz sem se v Mežico s kolesom, zdaj javno povem, sem se peljal na Šverc, potem tam, kjer je bil plas, tam sem srečal tudi domačina, oba, 2, 3, 4 hiše so tam, ki sta mi razlagala v bistvu zgodbe, da si enostavno ne upata zapustiti hiše, ta trenutek, tudi čeprav je bila hiša ogrožena, da ne bi prišlo tudi do kakšnih kraj ali kakih nezaželenih obiskov. Ko sem se pa v enem mojih popotovanj vrnil po cesti, sta me pa opozorila tudi policista, da v bistvu tudi za kolesarje velja opozorilo, da je prepoved prometa v tistem trenutku, ampak pot je bila dejansko najhitrejša in če sem želel priti čim hitreje do tja, sem ubral pač to pot. Govorimo o nadaljnih vožnjah, ne o tisti prvi, ko sem šel preko Leš in preko hriba na desni breg. Seveda pač poročanje z Koroške s našim podcastom ne bo konec. Ampak vseeno bi lahko to obdobje od tega 4. avgusta naprej opisala kot najbolj dramatično obdobje v novinarskem poklicu do sedaj. Oba sta že marsikaj dala skozi v tem poklicu, ampak vseeno. Če dovoliš, bi jaz omenila še naše fotoreporterje. Seveda, absolutno se strinjam. Sašo Bizjak, Andrej Petelinček, Robert Balen, tudi na spodnjem terenu, predvsem Sašo Bizjak. On je lažje prišel v Črno iz Maribora, ker je bila dostopna bolj iz avstrijske strani. Mi smo imeli vmes ogromno preprek. Treba je bilo stopati čez plazove, po vodi. Skratka, res je mogel imeti izjemno željo, tudi čustveni, ne le profesionalni impuls, da si pač se prebil. Tako da Sašo, pa ne samo na naš teren, prišel je tudi v sosedno občino Solčava in Luče in Mozirje. Mislim, z Rozmarista v nemogočih razmerah, ko ceste res so bile, kot še vedno deroča reka oziroma plazovite, gramozne, sta se prebijala na odročne terene, samo zato v bistvu, da sta tudi prišla do vseh tistih ljudi, ki jih je bilo treba še tudi nekako izpostaviti in jim dati neko določeno pozornost. Nekateri je seveda tudi niso želeli, kot smo že deloma omenili, ampak mislim, pomembno je, da se skozi osebne zgodbe prikaže širša slika, ker edino tako jih lahko razumemo tudi širše. Seveda. Jaz bi rekel, da kar se tiče mojega dela, v neki meri to zagotovo je vrhunec, ampak svoje novinarsko delo, v bistvu sem že kar dolgo novinar in sem marsikaj že dal skozi.
Zagotovo to je naravna katastrofa, ki mi je tudi segla globoko in ki sem se je tudi lotil na način, kot se mi je v tem trenutku zdelo nujno potrebno z informiranjem javnosti. Sicer bi pa absolutno primerjal to katastrofo z osamosvojitveno vojno. Namreč jaz sem bil takrat star 20 let, ti si zdaj že malo starejši, Miha. Takrat je bila podobna mogoče izkušnja, ko sem takrat poročal za Koroški radio. Takrat je pa še pokalo zraven Miha. To so bile bitke na Holmcu, v Dravogradu in takrat sem v bistvu prvič kot mulc že izkusil tisti srh, da ne bom rekel von po smrti, kar se mogoče čuje malo filmsko, ampak podobne zadeve sem nekako začutil sedaj, ko sem gledal te razočarane obraze, ki jim pred očmi izginja hiša. Gospa iz Zagrada tu mi je rekla, ne morem biti doma, gledam v živo, pa tudi če hiša pade ta trenutek, ne morem, da to izvem od drugih. Podobno je bilo tudi takrat v času osamosvojitve, ko sorodniki, prijatelji niso vedeli, ali bojo njihovi fantje živi prišli domov. No, takrat se je srečno izteklo, Slovenija je danes samostojna in prepričan sem, da bomo tudi Koroško in druge regije že omenjene, ne smemo govoriti samo o Koroški ali samo o Celjski regiji, tudi Kamnik, Mengeš in tudi ostale regije so močno prizadete. Jaz si upam in želim, da bo Slovenija to naredila, to, kar mora narediti, in sicer, da bo obnovila te prizadete regije. Koroška regija je dolgo leta prizadeta in tudi, rekel bi, prikrajšana za mnoge stvari. Recimo. Dolga leta poročamo o pomanjkanju infrastrukturnih povezav, tretje razvojne osi. Nenazadnje tudi ta vodovod, ki je zdaj potrgan, 6 km vodovoda med Mežico in Prevaljami. Zakaj ni ta vodovod bil že prej zamenjan in v drugih ceveh, ne v salonitnih ceveh, ki so seveda popokale? Tudi to so vprašanja, ki jih bo treba odpreti. Tu so razvojna vprašanja, ne samo, da se gradijo mostovi, treba bo pomagati na vseh mogočih ravneh. In če tega Slovenija ne bo naredila, bom zelo razočaran. Ampak imam upanje, da se bo to zgodilo. Meni se z vidika nadaljnega novinarskega dela zdi tudi pomembno, da bomo mogli po vsem tem hitrem ukrepanju na terenu pobrskati, če tudi malo za nazaj, recimo v projekte, ki so bili speljani, protipoplavna zaščita in protipoplavni ukrepi Meže, in malo pregledati, narediti eno revizijo, tudi v smislu, kaj je bilo mogoče narobe, kdo je kje odgovoren. Dovoli samo to pripombo. Ravno ko sem bil na območju tega podjetja od Dulerja, ki je zgradil ta most, na tej strani je lepo poskrbljeno z visokim nasipom betoniranim, na drugi strani ob Meži 24, kjer je pa Meža udarila v ta urbani del Prevalj, kjer je bilo von po blatu, po smradu, mislim smrad po blatu, ko sem se potikal oziroma ko sem hodil okoli, na drugi strani brega Meže pa te betonske pregrade oziroma betonskega zidu ni. Rekli so mi krajani, da so večkrat šli opozoriti pristojne, zakaj ne zgradijo še na drugi strani, ampak rečeno je bilo, da niso strokovnjaki za to. Tako da tudi to so stvari, ki jih bomo odprli. Ja, ogromno je. Poleg tega v bistvu sem tudi kar prizadeta v tem smislu, koliko stoletij, dobro stoletij pretiravam, desetletij pa gotovo se vračamo nazaj. Mislim, jaz sem spremljala v preteklosti, ko si prej spraševal po novinarskem delu, zelo podrobno okoljski sanacijski program, obremenjenost otrok s svincem, obremenjenost zemlje s svincem, ne vemo, kaj danes teče po tej Meži. Prepričana sem, da ni čista in da ne more biti čista. Tu bo socialna slika lahko tudi problematična. Upam, da se bojo te velike firme pobrale. Ta Mežica daje kruh tisočim ljudem in tak naprej. Mislim, to so družine, ki so na to vezane. Upam, da bojo imeli posel naprej. Včasih smo bili tudi kritični do njih, do nekih njihovih postopkov, kar je tudi prav, glede na vplive na okolje in tak naprej. Ampak danes pa v bistvu smo lahko solidarni tudi z njimi, da bojo čim prej vzpostavili proizvodnjo nazaj in zato tudi vsi možni pomagajo, da se to zgodi. Torej, to ima toliko razsežnosti v tem smislu neke javne in zasebne infrastrukture, ki nas potiska zdaj v neko obdobje, da bo res za novinarstvo še tudi velika preizkušnja, koliko bomo pa sposobni po tem prvem blatu izkopati pa nekih konkretnih in pravih vprašanj in tudi mogoče pol naprej vpliva, da bojo neke odločitve pač, da jih bojo prav zgrabili in pravčasno sprejeli in da se ne bomo utopili v tej birokraciji, ki je sicer značilna, ker to so nujni ukrepi, takoj zima bo hitro. Ti ljudje zime, če bojo ceste ostale v takem stanju, ne bojo prenesli.
V tem trenutku, ja. se opravičujem, Ni vprašanje vode, ki smo ga izpostavili danes Ja. oziroma včeraj v večeru, tu je območje v bistvu 5000 ljudi in 900 še na Ravnah, ki trenutno še vedno nima pitne vode. Črna in Mežica bosta lahko rešili, ker imata svoje dobre izvire. Črna ima toplo, Mežica pa ima Šumc, ki je seveda blizu in tista povezava ni potrgana. Prevalje in del Raven, kar je v bistvu urbana populacija z velikim številom, pa trenutno pitne vode nimajo. In to bo recimo velik problem, pa tudi plin, ki ga še nisem toliko izpostavil. Mežica je trenutno brez plina, ljudje ne morejo ostati, kot sem rekel ministru Šarcu, suhih ust, pa tudi na hladnem ne. Dnevi brez premora, vse delovnega so za vama. Kaj boste počela prihodnje dni? Ja, mislim, da zdaj bomo še delala, bomo še malo stisnila iz sebe zadnje atome, drugače pa probala pol seveda tudi med kolegi razdeliti, ker tematike, ki se bojo zdaj odpirale, ne terjajo nujno več tako intenzivnega terena, v tem smislu seveda ga bomo ohranjali, ampak zdaj se odpirajo druge plati, donacije ljudem, vsa ta hrana, ki jo je vse posod ogromno še, začele se bojo neke druge napetosti, prostovoljcev več ne bo toliko, kot jih je bilo do zdaj, treba bo tudi kaj pomagati, no jaz pač mislim, da kar lahko naredimo, kje, poleg tega, da pač vse, kar smo našteli, skušamo kaj vzpostaviti, da lahko tudi sami kaj pripomoremo fizično, rabijo ljudje pač to podporo naprej, meni se zdi to pomembno. Na splošno pa se mi zdi, da taka izkušnja toliko predrugači, da na začetku rabiš mogoče malo pauze, da kaj premisliš, kaj na novo postaviš, pač razmišljaš tudi o svojih prioritetah pa vrednotah, ki jih imaš. Ja, jaz sem trenutno na dopustu, če se pohecam, namreč 5. dan mojega dopusta se je začela ta katastrofa, ko sem seveda ga takoj prekinil in začel delati. Jaz upam, da bo kaj časa za fuzbal, ker se mu upravičujem, sem ga popolnoma zanemaril, v bistvu ga niti nisem imel kje igrati, zdaj sem bolj kolesaril. Na nek način me v bistvu, kolega me je zafrkal, da te dni poročam, kot sem včasih poročal z nogometnih tekem. Tako da nogomet vračam se, ko bo seveda čas in priložnost. Absolutno pa so pred nami tudi številni novi delovni izzivi. Tako na področju ujme, ta zgodba še nikakor ni končana in bo trajala po moji oceni leta. Mogoče, če rečem 10 let, sem mogoče zdaj rekel pavšalno in na pamet, ampak mislim, da ta zgodba se bo v Sloveniji še zelo dolgo vlekla in zato še enkrat apeliram na vlado, na državo, naj poskrbi za te kraje, za vse prizadete kraje, naj tega ne pozabi v roku 14 dni, naj bo učinkovita pri tem, obenem pa apeliram tudi na župane. Naj župani sodelujejo bolje. Tokrat so vsi župani, pač vsak je imel svojo skrb za svojo občino, ampak naj se povežejo pri tem, napram državi, ker bodo skupaj dosegli več. Včasih je bila vse skupaj to ena občina, ravno na Koroškem, danes so 4 občine, vsaka ima svoje prioritete, vsaka svoje težave, treba je najprej reševati življenja ljudi, zdaj pa je čas, da se usedejo skupaj in da skupaj z državo poskrbijo za to, da se bo regija ponovno dvignila. Ljudje so politike, odločevalce rotili, naj ne pozabijo na njih. Verjetno velja enako sporočilo tudi za medije, tudi mi ne smemo pozabiti na vse prizadete v teh poplavah. Ja, prevečkrat delamo hipno, ko je nekaj zgodba enega dneva, se potem pozabi. Mislim, da je tako močno vtisnila se, da je to nekaj zgodovinskega, prelomnega in da v tem primeru seveda ne bo tako, se tudi midva zavezujemo, da ne bo z vso ostalo ekipo. Večer mislim, da bo še naprej ostal verodostojen medij skupaj s so ekipo podporno v Mariboru. Tudi v Maribor bi rada šla malo na kak špricer. Jaz mislim, ja. Pohvala tudi drugim novinarjem, ki so resno vzeli. Res pa so nekateri mediji, tudi jih sploh nisem opazil, to ne bom jih zdaj imenoval, tudi tisti, ki bi morda morali biti intenzivnejši, ampak važno je, da smo mi pač skrbimo zase, za svoje delo in odgovarjamo za svoje delo in bomo to absolutno se trudili še naprej. Se sta verjetno tudi hvaležnost ljudi občutila na vsakem koraku. Tako ali tako. Ja, absolutno čutiš hvaležnost ljudi in v bistvu, ko se kdaj vprašaš, če je smiselno to tlako novinarsko še opravljati, se mi zdi, da ti ne glede na vse
pol neko to zaupanje, vsak človek posebej, a ne, da zadoščenje. Še Cirila Horjaka bomo omenila, ki je prinesel to legendarno ilustracijo Črno na Koroškem. To je bila tako lepa gesta, ki je bila izjemno odmevna. Pa konec koncev Tomaž je govoril o fuzbalu. Fuzbalerji Maribora so prišli, ponudili so zdaj tudi svoje igrišče, da mlajše selekcije pece lahko pri njih upravijo priprave. Mislim, to so stvari, ki se ne pozabijo. Ne pozabi se dogodek, ampak ne pozabi se pa pol, kaj se po dogodku zgodi in kdo takoj pristopi. Tu spoznaš tudi, ni za manj rek, da v nesreči spoznaš prijatelja. Tu spoznaš, kdo je tvoj prijatelj in tudi sam sebe mogoče spoznaš na nek nov drug način. In tudi kdo kako reagira v danih situacijah. Tako novinarji, tako ljudje, tako pristojni oblasti, civilna zaščita. V krizi, v kritični situaciji se to dejansko še bolj pozna. Ker nas čaka še obilo dela, tako na Koroškem, kot tudi drugod. Naredimo tukaj črto pod prvi podcast, večerov podcast v novi obliki. Vabljeni k branju vsebin, k spremljanju naših novinarjev na vecer.com in v Večeru. Se beremo.